Okrožno sodišče v Ljubljani je o današnjem nadaljevanju sojenja nekdanjemu predsedniku uprave Merkurja Binetu Kordežu in sodelavcem zaradi domnevnega oškodovanja Merkurja zaslišalo odvetnika Aleksandra Čeferina in nekdanjega direktorja Unicredit Leasinga Borisa Bobka, odloča pa tudi med drugim o postavitvi izvedenca ekonomsko-finančne stroke. Davčna uprava bo v teh dneh z osebno vročitvijo izdala 33.500 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Durs je doslej razrešil dobrih 78% vseh vloženih ugovorov, gre za nekaj več kot 14 milijonov evrov vračil in 4,75 milijona evrov doplačil. Sinoči je 33-letna ženska iz Maribora izgubila oblast nad vozilom in čelno trčila v kovinsko ograjo na Ptujski cesti. Vozilo se je obračalo in obstalo na nasprotno smernem vozišču. Iz avtomobila so voznico in 36-letnega sopotnika rešili mariborski gasilci. Zaradi poškodb je voznica ponoči v bolnišnici umrla, sopotnik je bil huje ranjen. Ta konec tedna je bila Paška Novalja ponovno v znamenju Štajercev. Na že 4. mariborski noči, ki je namenjena predstavitvi zimskega turizma, ni manjkalo vina in kulinaričnih dobrot. Kot je bilo slišati, se število turistov v obeh mestih vsako leto povečuje. Kljub temu je bil letos Maribor zaradi neugodne zimske sezone na slabšem. Po končani poletni sezoni pa bodo v Novalji posebno pozornost namenili promociji letošnje Evropske prestolnice kulture. Zato bo tudi občina Novalja v jesenskem času pripravila v Mariboru razstavo o rimskem akvedutu, ki ga imajo tukaj kar nekaj zanimivih primerkov. Sprva bo še zmerno, drugod pretežno oblačno, čez dan pa bo večinoma sončno. Ob morju bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 23 do 28, na obali do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in postopno spet bolj vroče. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Borut Ambrožič kljub domnevnemu plagiatu ostaja poslanec Pozitivne Slovenije. Mariborski banki nižja ocena bonitetne hiše Moody's tudi zaradi neprodanih stanovanj. Vreme je v Kidričevem krojilo usodo tekme, domači proti Domžalam izgubili. Bodite z nami ob 18.